primer enega bolnika, ki ima razširjeno obliko pljučnega raka. Na rentgenski sliki lahko vidimo več tumorjev na obeh stranih. To je ena izmed bolezni, ki bi se jih dalo preprečiti, če ne bi gospod kadil. Kajenje je največji dejavnik tveganja za nastanek pljučnega raka. Mislimo, da okrog 85% vseh bolnikov zboli s pljučnim rakom zaradi kajenja, kar je v Sloveniji zelo velika številka. Če upoštevate, je letno okrog 1600 bolnikov diagnosticiranih s pljučnim rakom, velika večina torej kadilcev. Če ljudje ne bi kadili, bi imeli pulmologi kar precej manj dela s to boleznijo. Jaz sem Matevž Harlander, pulmolog v kliničnem centru, predstojnik oddelka za pljučne bolezni. Najbolj pogosto pljučnega raka opredelimo z bronhoskopijo, s katero lahko odvzamemo vzorce iz tumorskega tkiva in tudi iz bezgavk v prsnem košu. Lahko pa delamo tudi punkcije zasevkov ali pa CT-vodeno biopsijo. Ja, on je zelo en zaskrbljen gospod. T4 tumor, mislim, da je. Pri bronhoskopiji najbolj pogosto vidimo znake kroničnega vnetja bronhijev. To pomeni nekoliko spremenjeno sluznico in pa sluz v dihalih. To tudi kadilci sami opazijo, ker jo vsakodnevno zjutraj izkašljujejo. Stimo narediti biopsijo, on pa bo pol tisti PET-CT počakal, da pregleduje dokumentacijo in delajo načrt, kako bo narejen poseg. Kadilci pogosto obolevajo za pljučnim rakom, okrog 15% kadilcev bo zbolelo s pljučnim rakom. To je bolezen, ki je pogosto težka, lahko hitro vodi v smrt. Naprimer, več kot polovica novih primerov, ki jih diagnosticiramo, so že zasevki prisotni, kar pomeni, da so močno omejene možnosti zdravljenja in preživetja. Najlažje bi se temu seveda izognili, če ljudje ne bi kadili. Poleg tega tudi številne bolezni druge povzroča kajenje, od kroničnih internističnih, pa mislim, da vsaj še 10 drugih vrst raka. Pljučni rak pogosto poteka sprva v začetni fazi brez simptomov. Spočetka se lahko pojavi zadihanost, počasno poslabševanje zadihanosti, kar mnogi bolniki niti ne zaznajo. Takrat si mislijo, da so morda starejši, pripišejo to drugim razlogom. Lahko se pridruži kašelj, izkašljevanje krvi, bolečina v prsnem košu ali tudi druge težave, ki so pogosto posledica zasevkov po telesu. Lahko se pojavi tudi hujšanje, slabo počutje, oslabelosti, na neki točki se pojavijo okužbe in smrt. Jaz obravnavam tudi bolnike, ki nimajo pljučnega raka, pa kadijo in imajo težave zaradi tega. Po mojih izkušnjah je večini ljudi žal, da kadijo. Samo to ni dovolj, da bi lahko nehali kaditi. Mnogi ne morejo nehati kaditi, ker so zasvojeni z nikotinom in ne gre. Čeprav vedo, da jim škodujejo, obžalujejo to, še zmeraj vztrajajo v tej navadi, ker je pretežko prenehati.